za razstavo v galeriji Prešernovih nagrajencev v Kranju sva se pred leti dogovarjala z vodjom galerije Markom Arnežem. Jaz sem hodil v Kranj na odprtja razstav mojih kolegov v tej lepi, zanimivi, stari hiši, ki se mi je zdela tako posebna, da sem rekel, ne vem, če bom lahko razstavljal tukaj. Če pa bom razstavljal, potem pa je treba upoštevati to spoštljivi odnos imeti do te arhitekture, do teh ostalin in primerno tem prostorom koncipirati eno razstavo. Zanimanje moje ali pa interes je bil v zgodnjem obdobju vprašanje svetlobe. Vprašanje svetlobe v sliki kot simbola, ki ima veliko pomenov, skoraj bi rekel univerzalen pomen, in se je tekom časa seveda v tistih mojih temno-svetlih variantah slik postavlja tudi vprašanje barve, ne? In ko sem uvedel barvo, so se stvari močno spremenile. Seveda te slike prvega obdobja z temi abstraktnimi pejsaži, kot so jih imenovali, jaz sem rekel, da so to bolj duhovni prostori z svojo simboliko, v katero tekom časa seveda se naseli barva, in ta barva je popolnoma predrugačila, formalno predrugačila izgled slike. Namreč v začetnih slikah je bilo to vir svetlobe nekje zadaj in prvi plan je bil temen, pozneje se pa obarva prednji plan in je tako približno, kot če bi nekje prosevala luč od zadaj, potem pa z močno svetlobo prvi plan osvetliš in takrat so te stvari postanejo barvne, močno barvne, in to je v vseh pogledih ta izgled slike bolj spremenil, kot pa sem jaz razumel, dojemal to vprašanje, ki je izrazito likovno. Seveda se pojavi takoj to zanimanje za ta osnovne barve, katere so mavrična skala in tako naprej, in kako se te zmeraj znova uporabljajo tudi v slikah, ki so bolj tonske ali so bolj barvite, ampak zmeraj je to v nekem ravnovesju in tu je terjalo veliko spogledovanja z zgodovino slikarstva in tako naprej. Andreja Jemca poznam še iz študentskih let svojih, to je tam začetka 60-ih, in takrat me je seveda zelo navdušilo v svoje, ko je prejel Grand Prix v Tokiu 1964. leta. Tudi tiste podobe, ki sem jih zasledil, bodisi na razstavah, bodisi po revijah, so me na poseben način napravile name poseben vtis. V glavnem zaradi tega, ker je izpričeval se v tistem času že en umetniški lirizem, ki je v takratnem slikarstvu, kot tudi v današnjem, sorazmerno v modernističnem slikarstvu redek. Da pa je kasneje potem Andrej Jemc šel dosti bolj, bodisi v akrilu, bodisi v akvarelih, bodisi v risbi, v dosti bolj radikalno artikulacijo svojega iskanja, da tako rečem, iskanja
liričnega ega v tistem drugem, ki sega v neskončnost in nekako nosi s sabo. To lahko zasledim tudi v poeziji, pri marsikom, pri Andreju pa še posebno eno tenzijo po zlitju z eno transcendentalno entiteto v neko skladnost, ki jo prijemcu predstavlja svetloba, izražena na najrazličnejše načine, tudi preko barv, ki so včasih zelo sunkovito nanešene, včasih pa bistveno bolj umirjene. In prav pri akvarelih lahko rečem, da se kaže ta njegov lirizem na najbolj umirjen in tudi na najbolj vtisljiv način, mehek, subtilen in na ta način seveda nagovarja gledalca na to, da prisluhne ne samo tistemu, kar slika upodablja, ampak tudi tišini ali, če hočete, svetlobi, ki v njej pritajeno sveti iz vsakega akvarela. In to je neke vrste zame tista metafizična naravnanost v celotnem slikarstvu prijemcu, ki išče to neskončno svetlobo ali, če hočete, celo belino, čeprav je ne upodablja, bi rekel, v vsakem svojem slikarskem umotvoru. Tisto, kar je pa za akvarele najbolj značilno, je pa, kot sem že rekel, ta lirizem, ki zgleda, da nagovarja predvsem subtilne duše, da tako rečem, in ima eno sporočilo, pomirjevalno v sebi, ki izziva gledalca k temu, da se zamisli in skuša ugotoviti, dokot ta, bi rekel, umirjenost in kako se to udejanja v teh njegovih akvarelih. Skratka, prikazuje se mi kot slikar modernistične smeri in v tem smislu tudi kot večni iskalec samega sebe, se pravi sebe znotraj sveta in, če hočete, tudi vesolja. Vprašanje abstraktno, figurativno, nefigurativno je zame bilo v nekem času, včasih smo bili nekoliko kot študenti razposajeni, ironični, smo rekli, pa dobro, jaz delam portret kroga, pa portretiram rdečo barvo kot stvar, vse rdeča barva je vendar simbol, nekaj pomeni, rumena spet nekaj drugega, modra spet nekaj drugega pomeni. Takrat, to so bila leta, ko sem se zanimal za to, kaj je Bauhaus počel, kaj so osnovna sredstva izraza. To je bilo v drugem planu. Meni je bilo bolj zanimivo, ne vem, če se vrnem v zgodovino slovenskega slikarstva, Richard Jakopič mi je bil zelo blizu kot otroku že zaradi tega, ker sem videl v njegovih slikah neko njegovo osebno filozofijo, modrost, da ni poskušal posnemati naravo, ampak je tiste najmočnejše vtise, ki so na njega napravili, poskušal interpretirati. In to so bile slike, ki so bile včasih zelo abstraktne navidezno v teh potezah. Ampak to je v nekem času igralo veliko vlogo. Naslov razstave akademika Andreja Jemca v Galeriji Prešernovih nagrajencev v Kranju se sklicuje na tole podobo,
eno sonce za vse, na akrilno sliko in na litografijo, ki sta eno izmed izhodišč te razstave, svojo idejo, da sonce sije za vse in da ni nobenega razloga, da bi ljudje drug drugemu metali senco in se nagajali v kratkem življenju, namesto da bi se ga veselili. No, ta misel je zajeta že v biblijskem izročilu in na njo se je skliceval v svojem zagovoru pred škofi v Rimu in tudi sveti Ciril z Metodom. In ta podoba je svojo prvobitnostjo in primarnostjo postala tako popularna, da se je iz nje razvil celo grafit po ljubljanskih ulicah. Podoba je dejansko otroško, primarna, neposredna, temelji na nekaj znakih, med katerimi dominirajo vojaški škornji, nastale v času krize v Jugoslaviji pred našo osamosvojitvijo, skoraj sonce, tako trpeč, nemeren človek, podoba je nemirna, hkrati pa zaradi temperamenta, jemca, ki je vitalen in nežen človek, skratka, ob vsej dramatičnosti tudi zelo radoživa. Temelji pa na znakih in zavestno se je tukaj neko primarno otroško radoživost jemec užival, ker je zanj značilno. V kasnejših delih, ki so tudi tako angažirana, je pa pogosto to znakovno govorico opustil, ampak v svoj izraz osredotočil samo na zamah, na gesto in pa na barvne kontraste in je s temi sredstvi, če tako rečem, ki so njegovi inštrumenti in izraz njegove eksistence, njegovih občutij in tudi idej, lahko izrazil pravzaprav karkoli je hotel. Na tisti podobi tam, naprimer, ki je označena še s puščico, nemir, dinamiko, protislovja v zgodovini, ta hkrati krvava, vendar harmonična podoba je neka simfonija balkanske vojne, tista srhljiva. Skratka, tudi če ne bi poznali naslova, bi čutili to trpkost in srhljivost. In za jemca, skratka, je bistveno ravno to, da je tak mojster v obvladovanju teh abstraktnih likovnih sredstev, da z njimi lahko zelo neposredno učinkuje ne samo na razum, ampak predvsem na doživljanje, na čustva človeka in ga usmeri pravzaprav v svojo angažirano idejo. On je hkrati lirik, pa tudi zelo angažiran umetnik. In značilno je, da je ta neposreden učinek njegovih barv lahko tako konkreten, da začutimo kri, na primer, v njegovih podobah ali pa drugod daljavo kozmos, nekaj spet nekaj popolnoma drugega, da ta svoj abstraktni jezik, ki je odmaknen od aluzivnosti, ni več znakov noter, kaj šele konkretnega upodabljanja, da ta jezik jemec sam izrecno doživlja kot svoj realizem in celo je postavil tezo, da je abstraktna umetnost lahko tudi realistična v tem smislu. No in s takim jezikom, temelječim na gesti, na barvi in na neštetih harmonijah, ki krožijo neskončno, hkrati so pa na vsaki sliki usklajeno z nekim instinktivno dojetim impulzom, ki temelji na smislu za arhitektoniko. Skratka, s takim jezikom on lahko izrazi vse in zato se sprehajamo skozi galerijo njegovih notranjih doživetij in angažiranih opozarjanj na grozote v svetu, kjer na ljudi ne sije sonce vedno enako, da bi lahko živeli neobremenjeno. Zato so te njegove podobe res abstraktne, v knjizi so pa tudi nekaj freske, realistične in govorijo tudi v našem času. In tudi njegove risbe, ki so dnevniške, so v bistvu prikaz časa, angažirane, po drugi strani je pa njihova struktura tresočih drhtlja je taka, ekspresivna, da ves čas tudi njegova občutljivost, nervoznost tako izraža. Tako da je slikar razpet med pogledom vase, introvertiran, tudi velik lirik, hkrati je pa bolj angažiran kot marsikdo, ampak na tak svoj likovni način, ki je na videz abstrakten, v resnici pa konkreten. Jaz imam v tem primeru A4 format iz grafitni in svinčnika in to se riše ob vseh mogočih in nemogočih prilikah kot zapisovanje. Bi rekel, da je ta dnevnik podobno kot nekdo, ki se poskuša nekaj zapisati, slikar si pa nekaj nariše noter in to so pravzaprav zelo originalni zapisi, meni predstavljajo veliko pomenijo in tudi poznam ljudi, ki zelo visoko cenijo, čeprav ni to tisto kot slika na platno ali slika z oljnimi barvami, ne vem kakšnem okvirju, ampak to so zelo originalni zapisi
o razmišljanju, o analiziranju določenih stvari in tako naprej. Ja, to je vstop v likovni prostor. No, ena prvih slik, ki še niso bile razstavljene in tudi pomenijo eno izhodišče te razstave v Kranju, je ta podoba pesnika, Vatesa, pravzaprav Vica, ker vidimo neko veliko obličje s prekrižano konstrukcijo, ki ima vir svetlobe oko, belo, ki strmi v svet in išče v njem mrak in svetlobo. In cel cikel takih obrazov je ustvaril Jemec tudi spomin na žrtve Srebrenice in drugih žrtev človeštva, skratka, ki so izrazito ekspresivne, mračne, krepijo pa po luči in ta kontrast med svetlobo in temo, ki je bistven za del njegove ustvarjalnosti, seveda je najbolj izrazit v grafikah, ki temeljijo na črno-belem slikarstvu, dominira pa tudi številnih dramatičnih slikah, kot na tele, na primer, ki je v bistvu izraz vojne človeštva in vidite ob truplu tukaj iluziji tudi neko luč, skratka, ki raste kot stolp. Sicer gre pa sam ekspresiven vrvež za dinamiko življenja. No, Jemec je svetlobi tako posvečen, da tudi njegov odnos do nje izhaja pravzaprav ima neko biblijsko izhodišče, ker ti v Bibliji piše, da na začetku je bila beseda, Jemec je to besedo razlaga kot svetlobo, in pravi na začetku luč, in zato je del svojih umetnin po svetu tudi pravzaprav samo manifestacij svetlobe, in zato je pričel ustvarjati tudi tako imenovana stekla, ukrivljena, okrogla ali pravokotna, v katere je na poseben tehnološki način vsrkal svoj dinamiko svojega likovnega, izraznega in hkrati poetičnega jezika. To barvitost njegova, seveda, ki jo povezuje tudi njegova krčevita, pajčevinasta gesta, pa užilna svetloba spodaj, se pravi, mora prižgane žarnice in slika zaživi kot nekaj imaterialnega, skratka, v tej neuničljivem steklu, skratka, in pomeni pravzaprav proslavljanje svetlobe. Tako da slikar Jemec je seveda slikar luči, ki z nekim optimizmom gleda tudi na temino človeštva in vse dojemlja pravzaprav v tem kontrastu in celo njegove risbe, ki temeljijo na seveda liniji, ekspresivni, kot sem dejal, učinkuje pravzaprav zelo slikovito, imate občutek, da jih prešinja v njihovem migetajočem tkivu iz ozadja luč. Skratka, on je krhek, pa tudi hkrati zelo dramatičen, vehementen umetnik luči, umetnik geste in mojster kolorizma oziroma mojster barv. Seveda slikarji kot glasbeniki, kot književniki imamo svoj jezik. Avtonomija jezika je zelo pomembna zame. In hvala Bogu, da se ta jezik razume, brez da bi rabili neke posebne prevajalce. Dovolj je, da se izobražen pa razumejo od daljnega vzhoda do zahoda, do severa, do juga, približno isto, kaj pomeni rdeča, kaj pomeni, jasno, normalno, v različnih kulturah imajo te stvari svoje specifične posebnosti, ampak več ali manj smo si edini, da se da to doživljanje, razumevanje barvnih teh celot, kompozicij, teh figurativnih ali nefigurativnih likovnih stvaritev, da se da razumevati na podoben, brati se jih da na podoben način. Subtilen odnos do vseh dogajanj je zelo pomemben, znotraj tega se življenje dogaja in tu so vsebine in človek poizkuša iti za tem in narediti tisto, kar si predstavlja, kar v imaginaciji obstoji kot nekaj vrednega.